društvo Svetega Jakoba se je odločilo, da v mesecu novembru pripravi neke vrste literatni večer. Gospa Marjeta Kumar me je zaprosila, da pregledam literaturo domoznansko in smo se odločili potem za naslov Kamnik v leposlovju. To se pravi prava literarna dela, zgodbe, povesti, pa tudi spomini, pesmi, povsod, kjer se najde Kamnik kot motiv, Kamnik kot scenarist, dogaja zgodba. In je teh motivov veliko? Preveč za en literarni večer, zato smo morali narediti izbor. Pri tem so mi pomagali moji, bom temu rekla, sobravci, gospod Tone Ptičar in dva mlada bravca, Ana Nuša Gregorič in pa Anže Slana. Ko smo nekako pregledali, koliko časa imamo na razpolago, smo naredili en logični blok in je sedaj nekaj utrinkov, nekaj spominov, Krištofov Pepček, Jakob Alešovec, Mija Majcenovič, potem pa tudi pesmi in romani iz Zormana nekaj, iz še starejših, od Juša Kozaka. Začeli bomo pa z Valvazorjem. Aha, ki je prvič omenja Kamnik v knjigi, a ne? Tako. Pa prisluhnimo še nekaterim odlomkom iz izbranih del, ki so jih prebirali na tem večeru. Mesto Štajn, v želnem jeziku Kamnik, v latinskem Lithopolis spada v Gorenjski in je od Ljubljane 3, od mesta Kranja tudi 3 milje oddaljeno. Ime ima po tamkajšnjem kamenju. Kjer stoji danes mesto, pa je bilo nekoč jezero. Še pred nekaj leti so na obzidju, na tako imenovanem Malem gradu, videli železne obroče, ki so rabili za privezovanje ladij. Da zahvali za šuplječe ovovadi. K vodi sem ne hodi. Samotarja upašne možu daje opomine. Sinov naj ne straši glaste, lepo gum naj srcu raste in da izvršiš rešitev, sprejmi moja te volite. Prelepo je mesto Kamnik, še lepša njegova okolica. Pred njim se razprostira ravno polje, za njim in naokrog se vrsti mislivkih gričev s prijaznimi crkvami in gradiči, po ozadju pa se dvigajo veličastne kamniške planine, izpod katerih so po Ribrhkah Čiplanin reka Bistrica, ki se kako srebrn pas vije mimo Kamnika, dlje čez raven. Vse to daje mestu Kamnik podobo Tovariših v samostanu vse prej kot prijazno, kar je še veliko, ko sem bil sprejet po součencih v šoli. To je bil krohod. Sprekovanje mojih kratkih hlač in dolgih čevljev, mojega kastorja in načelo počesanih las. Posebno so se oblikovali v tem meščanski sinovi, taki, ki so bili že prejšnje leto v tem razredu, pa jih niso pustili naprej. Ti so se zaganjali vame z nemškimi besedami, kakor sršeni, in en šibek protegon me je celo dregnil v nos. To je bilo še v tistih rajskih časih, ko se nadušljivi kamniški vlak še ni prerival po Ljubljanskem polju. Takrat smo mi, kamniški paglovci, bili razdeljeni v dva tabora, v tabor napadalcev ali oblegovalcev in v tabor branilcev, ki so jo pa vedno in redno izgubili. Takih pritlikavcev iz obeh taborov, vodilnih namreč, nas je bilo morda 20. Imeli smo pod seboj še neštete pomožne čete, dvonožne in četvero. Manjši otroci smo se radi igrali na pločniku pred hišo, ki je tekel neprekilen od Albrechtove pa do konca Pucljeve hiše. Tam smo dancali, poskakovali, vozili staro kolesnico s palčko, se vozili s skirojem in podobno. V hiši je bilo vedno polno otrok, ne samo domačih. Prihajali so tudi prijatelji starejših bratov in prijateljice starejših dveh sestric, kot tudi najine prijateljice. Zelo redko smo mi hodili na obiske k prijateljem. Običajno je vsak od letateljevih otrok domov pripeljal svojo družbo.